torej z razstavo slik v galeriji Bažato, ki ima naslov Pravzaprav predstavljam nekaj zadnjih let svojega slikarstva. Gre za nekaj ciklusov, ki jih delam hkrati, ki nastajajo hkrati, ki nekako skačem iz ene serije na drugo serijo. In ti ciklusi so nekako predstavljeni potem v različnih prostorih galerije in nekako mislim, da po mojem mnenju na celovit način predstavljajo pač to mojo produkcijo zadnjih nekaj let. Torej naslov razstave Pravzaprav sem izbral zato, ker sem iskal eno besedo, ki bo čim bolj nevtralna, ki bo čim manj neposredno oziroma ki se bo čim bolj oddaljila od teh težkih, pretencioznih naslovov ali pa vsebin, s katerimi je sodobna umetnost po mojem mnenju preveč obremenjena. Torej nekako povratek sliko in poudarek na tem, da je slika medij, ki lahko o vseh teh zadevah, ki nas težijo, ki nas zaposlujejo, govori na en tak sebi lasten način, seveda ne na prvo žogo, ampak, kako bi rekel, podtalno, subverzivno. Ciklusi, ki jih predstavljam, so nekako te čisto klasične slike, ki so sicer nastale v zadnjem letu, v katerih poskušam kot že skozi svoj celoten opus nekako predstaviti oziroma iskati neko krajino, v katero bi potopil figuro in da bi hkrati nekako obdržal eno površino, torej tisto samo barvo in hkrati odprl prostor. Torej to napetost med površino in prostorom, ki se mi zdi ena taka ključna kvaliteta slikarstva in tudi en tak lep cilj. In seveda zdaj v tej seriji, ki se mi zdi, da bom nadaljeval, ker nisem nekako prišel do neke zadovoljive rešitve, naj bi na nek način vključil tudi figuro. In zdaj ta figura sicer je nenehno not prisotna, ampak kot sem že rekel, nekako še ne vidim, da je to tisti cilj, ki se mu počasi približujem. Me pa seveda to plastenje barv in to sopostavljanje teh intenzivnih tonov, ki nekako ustvarjajo te napetosti in strašno vleče naprej. Torej v teh slikah so zelo prezentne te horizontale, ki so seveda na nek način podvajanje horizonta tega našega, torej tega, kar nas obkroža na vse strani. In s tem plastenjem in rahlim nagibanjem pač poskušam vnašati hkrati dinamiko, hkrati pa zadevo po eni strani odrivati v globino prostora in hkrati s kakšnimi pastoznimi elementi ali pa z živahnimi barvami vleči naprej. Torej to izmenično utripanje globine in površine in neko razpiranje podobe skozi te horizontale. Torej, da se hkrati podoba, kot da bi pogled segal med temi horizontalami ali pa hkrati se horizontale umikale v globino prostora. Te moje, lahko jim rečemo, živahne barve, ki zaznamujejo moje delo od začetka, so nekako posledica tega, da poskušam ustvariti eno res intenzivno optično gostoto. In v bistvu to utripanje teh in dialog teh intenzivnih barv v bistvu to gostoto v bistvu nekako stopnjuje. In to je nekako moj nekako moto tega, kar počnem, da se slika nekako tako zgošča, da preprosto gledalca v tem smislu hkrati prisrka in hkrati odbija. Torej zopet ta horizontalni premik oziroma ta horizontalni pogled. V drugi seriji, ki jo delam tudi že nekaj let, gre pa za nekem smislu za nekakšne imaginarne skulpture v nekih mimetično naslikanih prostorih. Gre za nekakšno zabavno iskanje enega dialoga med neko telesnostjo in prostori, ki se odpirajo za temi telesi ali pa pred njimi.
In to je seveda v nekem smislu posnetek nekih telesnih gest oziroma nekega navideznega premikanja poteze skozi prostor. Tako da nekako to zopet vidim tu eno tako povezavo z mojimi slikami, ki jih delam že desetletja. Tako da nekako en korak vstran ali oziroma naprej in nekako mislim, da sem tukaj tudi nekako našel mogoče eno tako polje, ki mogoče odpira nekaj novega. Gre pa v bistvu za nek navidezen objekt v prostoru, vendar tudi tu noter potem seveda prihajajo te seveda v različnih smereh te na nek način preoblikovane torej geste horizonta, bi jaz rekel, ki se nekako skoraj vedno se nekako pojavi noter ena taka en tak bolj ali manj horizontalni element, ki nekako recimo uravnoteži zadevo ali pa nekako se pravi, v bistvu je pa to itak sled mojega telesa oziroma moje geste. V tretjem sklopu slik gre za slike v slikah, kjer nekako podvajam to sliko kot torej zunanji okvir slike podvojim v nekem mimetičnem prostoru navznoter in nekako gledalca na ta način hkrati povabim v sliko in hkrati ga pa seveda na nek način spotaknem. Torej ta dinamika, seveda ta frontalni premik se mi zdi v nekem smislu itak nekako ključen za slikarstvo in v tem smislu ga tukaj poskušam še nekako dodatno poudariti. Četrti sklop slik gre pa v bistvu čisto eno tako, kako bi rekel, en tak mogoče celo komentar slikarstva, ko slikam te prazna platna, ki nekako kažejo, kaj vse lahko slika. V bistvu je slika lahko tudi ena, bi rekel, čist, torej motivno je slikarstvo povsem odprto in tako da tudi sama prazna slika kot eno izhodišče slikarstva je lahko motiv slikarstva. Nekako v teh praznih slikah tudi precej uživam, ko jih delam, nekako iščem različne svetlobne pogoje, kako potem uskladiti, ne vem, tisto belo prazno platno z steno, mogoče kakšni posebni svetlobni učinki, zatemnjeno, presvetljeno, mogoče kakšne barvite sence, tako da mi je to ena taka, tudi taka zame, ena taka pomemben del moje prakse. Tako da se pravim, ti ciklusi nekako, kot sem že rekel, ki jih delam hkrati, se zdaj v bistvu tukaj na razstavi nekako vidim lepo povezujejo. Tako da kljub temu, da gre za navidez povsem različne pristope, pa nekako kot bi se določene recimo geste selile po različnih slikah in nekako ti prostori, ki se podvajajo ravno tako.